Lepo pozdravljeni, pozdravljene tutorke in tutorji študentk in študentov in seveda koordinatorjev tutorjev. Sem Petra Videmšek, prihajam iz Fakultete za socialno delo in sem vodja pisarne za enakost in vključevanje, ki na Univerzi v Ljubljani deluje od junija 2024. Namen današnjega srečanja je predvsem informativne narave. Izhajamo iz tega, da imajo informacije seveda moč za spremembo delovanja, zato vam bomo danes na kratko predstavili vire pomoči, ki jih koordiniramo znotraj aktivnosti Pisarne za enakost in vključevanje. Pisarna za enakost in vključevanje pokriva zelo raznolika področja. Glavni namen delovanja pisarne pa je predvsem, kot že omenjeno, to, da nudimo informacije o raznolikih oblikah pomoči za tiste, ki je pa še nismo znali oblikovati, jo bomo pa še ustvarili. Spodbujamo spoštljivo komunikacijo, se zavzemamo za nično toleranco do nasilja in čisto zares s svojim zgledom skušamo vplivati na to, da se ljudje ne soočajo z diskriminacijo na podlagi posameznih okoliščin ali svojega družbenega položaja. Vlogo tutorja in tutorke ter koordinatorjev tutorjev pri zagotavljanju vključenosti študentk in študentov v študijske procese vidim kot izredno pomembno, če ne celo najpomembnejšo, in to iz več razlogov. V prvi vrsti ste vi njihov prvi stik, prvi kontakt s študijskim procesom. V veliki večini, če ste študentje tutorji, ste seveda njihovi vrstniki. Če ste koordinatorji, pa poznate študijski proces, ker izhajate iz tega procesa. Pogosto seveda ste najbolj dosegljivi, govorite isti jezik, uporabljate isti medij in seveda, kot že rečeno, imate informacije iz prve roke. V procesu študija je za mnogo študentk in študentov srečanje in stik z vami tako ključno in neprecenljivo. V primeru pa, da se boste kot tutorji in tutorke spraševali, ali delate dobro, ste naredili vse, kar bi lahko, kakšne dodatne možnosti bi še lahko ponudili študentkam in študentom, se z razmisleki in vprašanji lahko obrnete na Pisarno za enakost in vključevanje in bomo skupaj z vami iskali najboljše možne rešitve. Delovanje Pisarne za enakost in vključevanje namreč temelji na predpostavki, da nimamo vseh odgovorov o tem, kako ravnati, kaj vas zanima, kje vas podpreti, ampak le to poskušamo skupaj z vami soustvariti, poiskati odgovore in vas pri tem delu tudi podpreti. Zato bi se vam v tem delu najprej zelo zahvalila, da ste se odločili, da prevzamete vlogo tutorja in tutorka ter koordinatorja, in upam, da boste pri opravljanju naloge tutorja in tutorke videli tudi priložnosti in občutili zadovoljstvo ob delu. In hvala, ker s svojim delovanjem prispevate k temu, da je akademsko okolje skupnost, ki je vključujoča in sočutna. Želim vam uspešno opravljanje naloge in kot rečeno, če boste potrebovali pomoč, veste, kje nas lahko najdete, pišite nam na enakost@uni-lj.si in v nadaljevanju boste podrobneje spoznali še vse ostale aktivnosti Pisarne za enakost in vključevanje. Še enkrat hvala in veliko zadovoljstvo pri opravljanju dela. In ne pozabite, pri tem delu niste sami. Lepo pozdravljeni, sem Sabina Mikuletič-Zalaznik iz Pisarne za enakost in vključevanje in danes vam bom na kratko predstavila področje preprečevanja nasilja, nadlegovanja in trpinčenja na Univerzi v Ljubljani. Univerza v Ljubljani se zavzema za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno ali drugo nadlegovanje, trpinčenje, diskriminacijo. In zato je vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, ki posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, poniževalno, zastraševalno, sovražno okolje, na Univerzi v Ljubljani nedopustno. V letu 2022 je začel veljati nov pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki podrobneje ureja, kaj so v bistvu prepovedana ravnanja, to je nasilje, nadlegovanje, spolno nadlegovanje, trpinčenje in diskriminacija, in določa tudi postopek, kako se te kršitve na Univerzi v Ljubljani obravnava. Med drugim na primer soočenje žrtve z domnevnim storilcem, je možno le s soglasjem žrtve.
Pravilnik določa tudi ukrepe zoper storilca in način, kako se poda prijavo. V primeru, če se žrtev odloči, da bo podala prijavo zoper domnevnega storilca, jo poda dekanu ali rektorju. Če kršitev predstavlja kaznivo dejanje, sta dekan ali rektor dolžna to prijavo podati policiji. Zdaj, za koga ta pravilnik velja? Velja za vse, ki smo kakorkoli vključeni na Univerzi v Ljubljani, se pravi za zaposlene na Univerzi v Ljubljani, za študente, bodisi s statusom ali brez statusa, ki opravljajo študijske obveznosti na Univerzi v Ljubljani, osebe, ki na univerzi opravljajo delo na podlagi civilnopravnih pogodb, in osebe, ki so kakorkoli drugače vključene v izobraževanje, delovni proces ali siceršnjo dejavnost univerze. Zdaj, tukaj samo na kratko nekaj pomembnih rokov. Rok za vložitev prijave je trenutno 3 mesece od dogodka, ko se je dogodek zgodil. Postopek na obravnave na članici se zaključi v 1 mesecu. V primeru obravnave na rektoratu pa komisija v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 2 mesecih od imenovanja pisno obvesti rektorja o svojih ugotovitvah. Sama uvedba in vodenje postopka pa zastara v 10 mesecih od dogodka, ki pomeni kršitev dostojanstva. In še zadnja, vendar zelo pomembna informacija so zaupne osebe. Zaupne osebe delujejo na vseh fakultetah in akademijah in rektoratu Univerze v Ljubljani. Na univerzi jih je trenutno nekaj manj kot 70. Zaupna oseba so zaposleni na Univerzi v Ljubljani, ki so na voljo za podporo žrtvam. In sicer, da žrtev seznanijo s pravicami, jih informirajo o možnostih ukrepanja zoper izvajalca nasilja, seznani žrtev z možnimi oblikami psihosocialne pomoči, nudi drugo podporo pred in pa tudi med samim postopkom, če se žrtev odloči, da bo podala prijavo. In zelo pomembno, da zaupna oseba varuje vse podatke, s katerimi je seznanjena. Tretji osebi lahko razkrije podatke le, če se žrtev s tem strinja. Kontakte zaupnih oseb najdete na spletnih straneh vseh članic in na spletni strani Univerze v Ljubljani, direktna povezava v QR kodi in pa tudi link na spletno stran. Tako da, če bi sami se znašli v kakšni takšni situaciji ali pa delali morda s kakšnim študentom, ki se znajde v situaciji, ki bi lahko predstavljala kršitev dostojanstva, je fino, da veste, kam lahko takega študenta usmerite. Zaupna oseba sicer ni terapevt in tudi ni oseba, ki vodi postopek. Lahko pa nudi podporo. V primeru dodatnih vprašanj smo pa na voljo tudi na naslovu enakost@uni-lj.si. Hvala. Pisarna varuha študentov deluje znotraj pisarne za enakost in vključevanje in se zavzema za spodbujanje enakosti, vključevanja, spoštovanja, varovanja dostojanstva tako študentov in študentk kot zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. Namenjena je vsem študentkam in študentom Univerze v Ljubljani s posebno pozornostjo na študentih s posebnimi potrebami, posebnimi statusi, tujih študentih in drugih ranljivih skupinah. Določene skupine študentov se namreč srečujejo z večjimi izzivi in potrebujejo več podpore in usmerjanja, in če začutijo, da tega niso deležni v svojem študijskem okolju, jim je lažje poiskati nasvet oziroma se pogovoriti z nekom izven fakultete in tam poiskati pomoč. Varuhinja študentov je izredna profesorica dr. Milena Košak Babudar. Dosegljiva je na elektronskem naslovu varuhinja@uni-lj.si, ki ga vam bom tudi izpisala na koncu. Zdaj, kdaj se obrniti na varuhinjo študentov? Varuhinja študentov pomaga, če študenti ali zaposleni ne dobijo podpore znotraj fakultete ali akademije. In svetuje, kam se obrniti, kje poiskati pomoč, podporo pa nudi tudi tistim, ki težje poiščejo pomoč. Pri svojem delu sodeluje z različnimi službami Univerze v Ljubljani, ker se marsikatero vprašanje v bistvu zahteva nekako širši pristop. In tudi če dobi vprašanje, ki ne sodi neposredno v njeno pristojnost,
se varuhinja vedno potrudi, da tudi posameznika napoti na pravo institucijo oziroma mu pomaga najti, poiskati osnovne informacije. Pomembno področje dela pisarne varuha je tudi preprečevanje nasilja, nadlegovanja in trpinčenja. In varuhinja svetuje študentom in zaposlenim, kam se obrniti, če naletijo na neprimerno vedenje, in kje lahko poiščejo dodatno pomoč. Zdaj, kako lahko podpre tutorje in zaposlene? Kdaj se obrniti na njo? Zdaj, kadar niste prepričani, kako pravilno pristopiti k študentom, in jim zagotoviti ustrezno pomoč, kako v bistvu, svetuje o prilagoditvah za študente s posebnimi potrebami, različnih oblikah podpore in o tem tudi, kako, graditi vključujoče in spoštljivo študijsko okolje. Na varuhinjo se lahko obrnete tudi v primeru, če, naletite na neke težje medosebne situacije, lahko odnos, ne vem, študent-tutor, študenti med seboj, študent-profesor. Se pravi, če boste sami naleteli na kakšne takšne situacije ali pa morda delali s študentom, za katerega boste prepoznali, da bi morda potreboval pomoč varuhinje, je fino, da veste, da to na univerzi obstaja in da lahko takega študenta usmerite, k varuhinji študentov. Dosegljiva pa je na naslovu varuhinja@uni-sl.si. Lepo pozdravljeni, sem Ana Rejec iz Pisarne za enakost in vključevanje Univerze v Ljubljani in danes vam bom na kratko predstavila delovanje psihosocialne svetovalnice UL ter mehanizme socialno-ekonomskega vključevanja. Najprej na kratko o psihosocialni svetovalnici UL. Namenjena je vsem, ki se soočate z različnimi situacijami in morda potrebujete pogovor. Lahko je to o vsakdanjih vprašanjih, ki jih želite z nekom premleti, ali pa če se morda znajdete v stiski, imate težave pri študiju ali v življenju in zaradi drugih situacij, kjer bi si želeli začasno podporo pri nadaljnjih korakih. Psihosocialna svetovalnica trenutno deluje na 5 lokacijah Univerze v Ljubljani, ki jih lahko vidite na prosojnici. Praviloma izberete tisto lokacijo, ki vam je bližja, in tisto svetovalko ali svetovalca, s katerim niste v nekem drugem odnosu, torej recimo študijskem, sorodstvenem ali se po kakšnem ključu poznate in podobno. Je pa ta izbira seveda povsem vaša. Na spletni strani UL si iz seznama izberete svetovalca oziroma svetovalko ter mu pišete na elektronski naslov. Dogovorite se zgolj z enim svetovalcem, načeloma se prvi termin dogovori v roku 2 tednov. Pomembno je tudi poudariti, da je psihosocialno svetovanje v svetovalnici UL za študente in študentke UL brezplačno. Dobro je tudi vedeti, kam se obrniti v primeru hude akutne stiske. To je lahko vedno nujna medicinska pomoč na 112. V Ljubljani imate na voljo še enoto za krizne intervencije in center za izvenbolnišnično psihiatrijo. Daljša predstavitev vseh gradiv in podpornih mehanizmov za vaše duševno zdravje vam je dostopna na spletni strani UL preko spodnje povezave na tej prosojnici, ki jo boste seveda po tem dogodku tudi prejeli. Na Univerzi v Ljubljani imamo tudi različne mehanizme socialno-ekonomskega vključevanja, ki je pomembno področje Pisarne za enakost in vključevanje. Sem spadajo različne štipendije in dobrodelna akcija Srčna UL. Na UL se podeljujejo različne štipendije in nagrade, ki pa so po večini vezane na specifična študijska področja, na primer gozdarstvo, pravo in podobno. V tej predstavitvi, ki vam bo posredovana, so zbrane vse uporabne povezave do teh informacij. Druge štipendije in nagrade so zbrane na spletni strani kariernih centrov UL, kjer je seznam, ki ga posodabljamo in vsebuje veliko uporabnih kontaktov. Med bolj poznanimi štipendijami drugih organizacij sta na primer Zoisova in državna štipendija, za kateri od lanskega študijskega leta velja pomembna novost, in sicer, da je možno njuno sočasno prejemanje. Dobro je tudi, da preverite različne možnosti štipendiranja za specifična področja. Recimo, tukaj imate zbrane štipendije za zdravstvene dejavnosti, za pedagoške programe, obstaja tudi štipendija za športnike in športnice. Vsi ti razpisi so, kot vidite po datumih na prosojnici, še vedno odprti. Za vse druge oblike štipendiranja, recimo študijske obiske v tujini in podobno, pa se lahko obrnete na javni štipendijski sklad.
Kar je še pomembno, da poznate, je sklad Srčna UL. Srčna UL je dobrodelna akcija, ki jo izvaja Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Letos poteka že 5. leto in njen namen je v bistvu pomoč študentkam in študentom, ki se zaradi posebnih osebnih okoliščin znajdejo v hudi stiski, ki ogroža njihovo nadaljevanje študija. Imamo več mehanizmov zbiranja sredstev, če lahko tako rečem. Tako recimo vsako leto v okviru Srčne UL poteka dobrodelni koncert. Zbrana sredstva pa so v celoti namenjena študentkam in študentom Univerze v Ljubljani v finančni stiski. Dobrodelni koncert bo tudi letos, predvidoma v začetku decembra, tako da seveda promocija še sledi, a že zdaj vas vljudno vabimo k udeležbi. Želimo si tudi okrepiti samo promocijo in celotno skupnost sklada Srčne UL, in sicer v splošnem bi to želeli narediti na 3 načine. Eno je promocija možnosti prijave na razpis med študenti in študentkami, torej da bi tisti, ki potrebujejo pomoč, vedeli, da razpis obstaja in da se nanj lahko prijavijo. Letos se razpis odpre predvidoma 1. decembra. Drugo je promocija možnosti prijave oziroma možnosti doniranja med zaposlenimi. Donacije zbiramo preko donacij podjetij, preko bančnih nakazil, SMS donacij, odtegljajo od plače. Druga stvar, ki je pomembna, da jo zaposleni veste, je tudi to, da seveda lahko svoje študente, če pri komu zaznate stisko, usmerite na sklad Srčna UL, da se lahko prijavijo. Tretje je pa še študentsko oziroma srčno ambasadorstvo. Če imate na vaši članici kakšne dogodke, na katerih zbirate sredstva, jih lahko vedno tekom leta donirate v sklad Srčna UL, namreč zbiranje sredstev poteka celo leto. Hkrati pa lahko dogodek izkoristite tudi za promocijo akcije Srčna UL. Vse materiale za promocijo vam lahko posredujemo. Tako da za vse dodatne informacije in vprašanja smo na voljo v pisarni za enakost in vključevanje. Seveda tudi naše kontakte boste prejeli. Hvala za pozornost. Dober dan, sem Jelena Ličanin, vodja kariernih centrov Univerze v Ljubljani. Karierni centri smo del Univerzitetne službe za študente in alumne, kamor sodijo še pisarna za enakost in vključevanje, ki organizira današnji infoblog. Hvala za vabilo. Center za obštudijsko dejavnost in mreža klubov alumnov. Jaz vam bom danes na kratko predstavila karierni centre in alumne. Oboje imamo prostore na Kongresnem trgu 12 v stavbi univerze. Karierni centri pa imamo svoje svetovalke in svetovalce tudi na fakultetah in akademijah. Tam namreč poteka glavnina naših delavnic, svetovanj in dogodkov. Poleg neposrednega stika, ki ga imamo s študenti in študentkami prek že prej omenjenih aktivnosti, jih povezujemo tudi z delodajalci. Lahko je to na kariernih dnevih, na obiskih v delovna okolja, na predstavitvah kariernih poti ali čem podobnem. Sodelujemo tudi pri izvajanju kratkotrajnih mobilnosti v okviru Zveze Utopija in pri posredovanju plačanih pripravništev v Evropskem patentnem uradu in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. O vseh naših aktivnostih informiramo študente in študentke prek različnih informacijskih kanalov. Za nas pa je najpomembnejši portal osebnega in profesionalnega razvoja, na kratko mu pravimo POPR, ki je zelo enostaven tako za registracijo kot za uporabo. V POPR-u se študentke in študenti prijavijo na delavnice, na dogodke, na svetovanja, lahko dajo svoj CV v pregled, tam najdejo tudi oglase za študentska dela in pa prosta delovna mesta. Naši ciljni publiki se skušamo približati tudi prek tedenskega e-novičnika, ki ga odprejo zdaj že v res velikem deležu, na kar smo zelo ponosni, in pa seveda prek družbenih omrežij. Čeprav potem res vse poti vodijo v POPR. Na voljo smo tudi prek elektronske pošte in pa po telefonu. Ko se enkrat bliža študijska pot koncu, oziroma ko se zaključi, nastopi čas za alumne Univerze v Ljubljani. V mreži klubov alumnov je povezanih več kot 63 klubov članic, ki skrbijo za izobraževanje svojih članov, za povezovanje strokovnjakov in krepitev ugleda univerze in njenih članic.
Zelo pomembna naloga je tudi predaja znanja in izkušenj mlajšim generacijam prek mentorskega sistema in pa možnost izobraževanja starejših na Modri fakulteti. Potem so pa tu še objave prostih delovnih mest in različne ugodnosti za člane klubov. Tako, prišli smo do konca. Če česarkoli na naših straneh ne najdete, pa nas le pokličite oziroma nam pišite. Lepa hvala za posluh. Lepo pozdravljeni, sem Ivanka Stritar, predstavila vam bom Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani. Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje kreditno ovrednotene in kreditno neovrednotene obštudijske dejavnosti. Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti vam prinašajo kreditne točke, ki se vam štejejo v vaš predmetnik, tako kot na primer ostali izbirni predmeti. Lahko so razpisani v zimskem ali letnem semestru in na koncu, ko opravite izpit, se vam ocena vpiše v vaš predmetnik. Kreditno neovrednotene dejavnosti pa so bolj krajše izvedbe v obliki delavnic, posvetov, tečajev. Skratka, gre za vsebine, ki ne prenašajo kreditnih točk, prinašajo pa, tako kot ostale dejavnosti, krepitev novega znanja, širitev mreže poznanstev in delovanje v mešanih interdisciplinarnih skupinah. Razpisujemo različne vsebinske dejavnosti. Med kreditno ovrednotenimi obštudijskimi dejavnostmi najdete vsebine s področja varovanja okolja in zdravja, socialnih in družbenih aktivnosti, dejavnosti s področja kulture, umetnosti, dejavnosti s področja raziskav, projektov, podjetništva in tudi športne dejavnosti. Ponudbo obštudijskih dejavnosti si lahko ogledate na univerzitetni spletni strani. Sam vpis na dejavnosti pa poteka meseca septembra, predvidoma okoli 20. septembra, tako da veste, da lahko naslednje leto pravočasno pobrskate ponudbo in se seveda tudi na katero od dejavnosti vpišete. Razpisujemo pa, kot rečeno, tudi kreditno neovrednotene dejavnosti. Recimo v mesecu novembru bomo sedaj razpisali mesec digitalnih veščin, decembra razpisujemo družabne dogodke, recimo univerzitetni ples, dobrodelni koncert Srčna ula, družabne igre, plese, medtem ko meseca februarja v ospredje dajemo vsebine s področja varovanja okolja in poteka tako imenovani eko mesec. Meseca marca so v ospredju vsebine s področja kulture in umetnosti, aprila pa vsebine s področja zdravja. Skratka, priložnosti za obštudijsko dejavnost je zelo veliko. Lepo vabljeni, da se čim večkrat vključujete v te dejavnosti. Naj izpostavim tudi priložnosti, ki jih vsakodnevno nudimo v obliki dnevne rekreacije. Vsi tisti, ki imate radi šport ali tisti, ki ga bi še rajši vzljubili, lepo vabljeni, da se pridružite športnim programom. Vse dogodke, katere sem naštela, in dejavnosti objavljamo na našem Instagram profilu ula.cot ali Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani. Vabljeni, da nam sledite, da seveda kakšnega res dobrega dogodka ne zamudite. Lepo dobrodošli na Univerzi v Ljubljani, širite informacije, bodite dobri prijatelji in družba drug drugemu in čim več se med seboj povezujte. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, moje ime je Ljiljana Lazikić in sem zaposlena v mednarodni pisarni Oddelek za internacionalizacijo in strateška partnerstva in danes bom na kratko predstavila podporne storitve, ki jih nudimo mednarodnim študentom in študentkam. Vse informacije so objavljene na spletni podstrani International Students. Na tej strani študenti lahko najdejo vse informacije glede študija in bivanja v Sloveniji in Ljubljani. Te informacije so tudi zbrane v vodniku dobrodošlice, Welcome Guide, ki je tudi objavljen na tej podstrani. Mednarodnim študentom in študentkam poskušamo pomagati vsako leto glede dovoljenja za bivanje.
Vsako leto se trudimo, da te storitve izboljšamo. Organiziramo pregled dokumentacije v prostorih Filozofske fakultete na Tobačni ulici, torej v neposredni bližini Upravne enote Ljubljana. Poleg tega skupaj z Upravno enoto Ljubljana organiziramo posebno okence, Special Desk. Med trajanjem okenca se študentom in študentkam ni treba naročiti na termin. Tako na upravni enoti kot na pregledu dokumentacije so prisotni in pomagajo naši mednarodni študenti ambasadorji, o katerih bom kmalu povedala nekaj več informacij. Glede urejanja dovoljenja za prebivanje smo študentom v pomoč pripravili tudi posnetke glede postopka pridobivanja dovoljenja, torej en posnetek za EU študente in en za ne-EU študente. Posnetka sta objavljena na našem YouTube kanalu ter na spletni strani. Na spletni strani lahko študenti najdejo informacije glede dokumentacije, najdejo vse obrazce in primere ter kontaktne osebe na članicah. Vzpostavili smo tudi e-naslov za vprašanja glede pridobivanja dovoljenja in redno vsak dan dobivamo veliko vprašanj, na katera redno odgovarjamo in tako pomagamo študentom. Sem že omenila mednarodne študente ambasadorje. Vemo, da je zelo pomembno za študente oziroma kandidate dobiti informacije iz prve roke, kako je študirati na neki fakulteti, na neki članici. Zato smo zelo ponosni na skupino mednarodnih študentov ambasadorjev, ki skozi različne aktivnosti pomagajo kandidatom in študentom ter seveda promovirajo Univerzo v Ljubljani. Na YouTube kanalu si lahko ogledate tudi videoserijo With International Students About, namenjeno predstavitvi študija v Sloveniji in na Univerzi v Ljubljani. V tej seriji naši mednarodni študenti ambasadorji odgovarjajo na različna vprašanja, kot naprimer, zakaj so se odločili za študij na Univerzi v Ljubljani, kako je študirati pri nas, ali so naleteli na kakšne izzive, kakšne so prednosti študija na Univerzi v Ljubljani in tako naprej. Na spletni strani lahko tudi najdete Chat with International Students. 10 mednarodnih študentov ambasadorjev je, oziroma njihovi kontakti so objavljeni na spletni strani in so tukaj za kandidate in študente, da lahko pomagajo pri morebitnih vprašanjih, dvomih, odgovarjajo na vsa njihova vprašanja v zvezi s študijem in življenjem v Sloveniji in Ljubljani in so jim seveda podpora. Mednarodni študenti ambasadorji so tudi zelo aktivni in aktivno sodelujo v velikem številu naših aktivnosti in na ta način delijo svoje izkušnje s kandidati in študenti. Vsako leto organiziramo tudi dan dobrodošlice za vpisane mednarodne študente in študentke za pridobitev diplome in seveda izmenjalne študente. Gre za predstavitev uporabnih informacij glede dovoljenja za prebivanje, ureditev zdravstvenega zavarovanja, učenje slovenščine, prevoz, namestitev in vse ostale dejavnosti, ki so na voljo študentov. Posnetek je objavljen na našem YouTube kanalu in si ga seveda lahko pogledate. Načrtujemo tudi ogled rektorata, NUK-a, Prižig lučk in druženje konec novembra. To organiziramo drugič in smo se odločili, da bomo to leto imeli v takem formatu, torej konec novembra bomo organizirali eno druženje z mednarodnimi študenti ambasadorji. 3 leta nazaj smo pripravili ta video in ga redno uporabljamo, ker se je izkazal kot zelo dober, ker ga uporabljamo tudi pri odgovarjanju študentov na vprašanja ter tudi v promociji na različnih portalih. Eden od teh portalov je Balkanedu Expo, regionalni virtualni sejem, na katerem so stojnice univerze in vseh članic, ker se nahajajo vse pomembne informacije glede študija in bivanja v Sloveniji in Ljubljani. Organiziramo tudi predstavitve na njihovi platformi, tudi članice lahko na ta način promovirajo njihov študij. Tukaj so tudi ostale promocijske aktivnosti. 2-krat na leto objavljamo pomembne informacije na portalih, socialnih omrežij, tudi se udeležujemo različnih sejmov in dogodkov. Za več informacij nas lahko kontaktirate. Tudi ta naslov International Office je za komunikacijo s študenti in vsak dan dobivamo ogromno vprašanj kandidatov glede študija. Hvala za vašo pozornost. Pozdravljeni!
V projektni pisarni Univerze v Ljubljani vodimo projekt Zveza Utopija, ki je v zadnjih letih postala pomemben del delovanja in identitete naše univerze. Univerza se je konec leta 2018 pridružila Mednarodni zvezi evropskih univerz Utopija, European University Alliance. To je mreža 10 univerz različnih evropskih držav, ki skupaj gradimo nov model visokošolskega sodelovanja. V Utopiji si prizadevamo za večjo povezanost univerz, več mobilnosti študentov ter boljše priložnosti za akademske in raziskovalne izmenjave. Utopija vam omogoča priložnosti za študij v različnih državah, udeležbo na tečajih, usposabljanjih, poletnih šolah in številne druge oblike sodelovanja. Na voljo so vam strokovne prakse, sodelovanja v raziskovalnih projektih ter družbene in družabne aktivnosti, kjer pridobivate nove izkušnje in kompetence. Trenutno so odprti 3 razpisi oziroma dogodki. Ta mesec se lahko prijavite na Utopija izzive inovacij, kjer boste skupaj s študenti iz drugih univerz reševali konkretne probleme lokalnih podjetij in organizacij. V novembru vas čaka mesec vključevanja in raznolikosti s številnimi delavnicami in dogodki na temo dobrega počutja, enakosti in sprejemanja različnosti. Če pa bi radi slišali, kakšne izkušnje imajo študenti, raziskovalci in profesorji s sodelovanjem v aktivnostih Zveze Utopija, pa se nam pridružite 10. novembra na dnevu Zveze Utopija. Vedno vam je na voljo tudi Erasmus Plus izmenjava na partnerskih univerzah. A to še ni vse. Tudi v prihodnje za vas načrtujemo številne druge priložnosti. Lahko recimo pomagate drugim študentom in študentkam pri prehodu na trg dela, s tem, da postanete Utopija študentski karierni ambasador oziroma ambasadorka. Z Utopija certifikatom o internacionalizaciji pa boste svoj življenjepis obogatili z naborom mednarodnih izkušenj. Če radi sodelujete v konstruktivnih debatah in izmenjavi idej, potem je pravi naslov za vas Utopija klub idej. Zveza Utopija pa ponuja še veliko več. Mednarodni dogodki, poletne šole in druge oblike sodelovanja so odlična priložnost, da obiščete naše partnerske univerze, kjer se skozi medkulturno izmenjavo izkušenj gradijo tudi dolgoročna prijateljstva, sodelovanja in nove priložnosti za osebni, akademski in karierni razvoj. Vse informacije, razpise in objave lahko spremljate prek novičnika Utopija ter spletiščih Univerze v Ljubljani in Zveze Utopija. Za konec bi vam želeli predstaviti še nekaj uporabnih gradiv in informacij, ki vam bodo v pomoč pri opravljanju tutorskega dela. Na strani Univerze v Ljubljani, natančneje na podstrani Enakost in vključevanje, boste našli veliko gradiv, ki so bila pripravljena že v preteklih študijskih letih in so namenjena podpori tutorkam in tutorjem. Tako boste našli tutorski priročnik, ki vsebuje veliko različnih tem, recimo komunikacija, organizacija časa, strategija učenja in druge uporabne teme. Tutorski priročnik je tudi preveden v angleški jezik, tako da ga lahko uporabljate tudi pri delu z mednarodnimi študenti. Na strani boste našli tudi smernice enakosti in vključevanja na Univerzi v Ljubljani, kjer so združena in predstavljena vsa področja, ki so sedaj pod pisarno za enakost in vključevanje. Nekatera ste spoznali že v današnji predstavitvi na infobloku. Vse to vam je dostopno na podstraneh Tutorstvo oziroma študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi. Za tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in posebnim statusom so vam na voljo tudi priročnik Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami, ki združuje teorijo o samozagovorništvu in kako le to spodbujati pri študentih. Za bolj aktivno, interaktivno delo s študenti pa vam je na voljo tudi pot do učinkovitega samozagovorništva, ki je v bistvu kot nekakšen delovni zvezek oziroma zbirka aktivnosti in nalog, ki vsebuje teme, kot so načrtovanje časa, načrtovanje komunikacije s profesorji, poznavanje sebe in druge teme za učinkovito samozagovorništvo. Karierni centri Univerze v Ljubljani imajo tudi svojo e-učilnico, kjer smo v vseh teh preteklih letih združili vsa predavanja, izobraževanja, tako da lahko v e-učilnici najdete najrazličnejše teme predavanj, ki vas morda zanimajo in ki vas spet lahko podprejo pri vašem tutorskem delu.
Želeli bi poudariti tudi, da je tudi v letošnjem študijskem letu za študente in študentke s posebnimi potrebami na voljo vodena vadba, in sicer plavanje. S plavanjem začnemo 14. oktobra na kopališču Tivoli. Izvajala ga bo Kristina Žagar, ki ima večletne izkušnje s plavalnim treningom za različne skupine in deluje tudi kot trenerka v paraplavalni reprezentanci. Na tej prosojnici boste našli link do prijavnice. Prijavite se lahko tudi preko e-naslova Centra za obštudijsko dejavnost oziroma na telefonski številki, ki je tudi priložena tej prosojnici. Vključitev na vadbo je možna kadarkoli v študijskem letu 2025 in 2026, tako da ni nujno, da morate ujeti ta prvi termin, temveč se lahko tudi naknadno pridružite. Tako, prišli smo do konca letošnjega infobloka. Za konec še zbrani vsi kontakti Univerzitetne službe za študente in alumne UL, ki je skozi celo študijsko leto tukaj za vas. Hvala.